Kot prvo, da sem bil zelo presenečen nad takšnim rezultatom in seveda zelo zadovoljen, da je do tega prišlo. Kot je bilo že rečeno, je bila pot precej dolga. Če začnemo z 2005, pa z 2 poskusoma prejšnjima in seveda z vsem, kar je bilo pripravljeno za to. Predvsem mislim, da tukaj odločilna bila enotna podpora vseh poslanskih skupin oziroma svetniških skupin na občinskem svetu, enotna podpora občinskega sveta, kjer so dejansko videli prednosti, ki bi jih s tem imeli, predvsem pa, da se nam s tem odpira možnost nadaljnega razvoja, ki bo dosti bolj pospešen, kot bi sedaj. Najbrž se tudi vi strinjate, da je to nek zgodovinski dan za občino? Absolutno, mislim, da je to zgodovinski dan, kajti če se neka pot, ki se je začela pred toliko leti, konča s takim uspehom, je seveda to zgodovinski dan. Seveda s tem bomo mi imeli potem odprto pot za naprej. Definitivno to lahko uvrstimo kot zgodovinski dan. Gre samo za prestižni dosežek ali pričakujete tudi konkretne posledice tega statusa? Absolutno pričakujemo konkretne posledice, namreč, kot je bilo že v razpravi rečeno, so določene beneficije, ki jih imajo mestne občine, določene možnosti, mogoče nekoliko drugačnega razvoja, hitrejšega razvoja. Seveda pa vidimo tukaj tudi izziv, ki ga s tem dobimo. Gre za to, da moramo dokončati postopek združevanja mesta Krško oziroma vseh primestnih naselij v mesto. S tem bomo dobili nekaj tisoč prebivalcev več, formalno, pa seveda gospodarski razvoj, ki je pravzaprav ključen za nadaljevanje in za obstoj vsakega mesta, vsake občine. To pomeni za Posavje dodatno sodelovanje ali tako kot so nekateri tudi v Posavju govorili o tem, da bo prednjačilo Krško naprej? Ne, jaz mislim, da je pravzaprav ta dosežek Posavja. To so v nekaterih razpravah povedali tudi razpravljalci. Gre za to, da s tem dobi Posavje pravzaprav eno jedro, okrog katerega lahko govorimo in gradimo regijo Posavje. Regija Posavje pa je želja vseh posavskih občin in s tem, ko se je danes s tem glasovanjem zgodila ta sprememba zakona, se nam odpira tudi možnost, da se župani usedemo, dogovorimo in pogovorimo, kako naprej, na kak način bi gradili te inštitucije, ki sodijo v pokrajino. Jaz upam, da bo ta pot uspešna. Kaj pa to konkretno pomeni za občinsko upravo? Pride do